Meni se zdi, da smo zelo včasih strogi, pridigarski, ko govorimo o mladih ljudeh, medtem ko se nam na višjih nivojih dogajajo res grozljivi primeri vedenja, kjer buliji enostavno jih nihče ne ustavi. Ringelspiel. Zavrtite se z Jasmino Cehnar v Večerovem podkastu. Zdravo, dobrodošli v novi epizodi Večerovega podcasta Ringelspiel. Sem Jasmina Cehnar in danes je z mano dr. Katja Košir, psihologinja in predavateljica na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, ki se že vrsto let strokovno ukvarja z medvrstniškim nasiljem. Tokrat jo bomo povabili tudi k širšemu razmisleku o nasilju kot vzorcu, o odgovornosti odraslih, institucij in družbe. Katja, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Preden začneva, pa vas vabim, da podcastu sledite na YouTubu in kanalih za podcaste, ga delite, všečkate, komentirate, predlagate goste, vesela bom vaših odzivov. Katja, zdi se, da smo preplavljeni s primeri medvrstniškega nasilja, vidimo videoposnetke nadlegovanja, fizičnega obračunavanja tudi med slovensko mladino, celo hujše oblike, kot je bil nedavni primer v Murski Soboti, zabodene dijakinje in pa v bistvu tudi slišimo o najstniških samomorih, domnevno zaradi trpinčenja. Pa tudi nenazadnje te novice o strelskih pohodih, ki se vse bolj približujejo mejam naše države, se je nasilje med mladimi v zadnjih letih res povečalo, stopnjevalo ali predvsem spremenilo v oblikah in vidnosti? Ja, hvala za to vprašanje, ker se mi zdi, da se velikokrat si tega vprašanja sploh več ne zastavljamo, ampak nekako kot dejstvo jemljemo, torej, da se nasilje povečuje. Jaz težko rečem, da se ne, obenem pa kot znanstvenica tudi težko rečem, da se povečuje, namreč podatki, ki jih imamo, tega ne potrjujejo. Imamo tisto, kar je mogoče najbolj prepričljivo, so mednarodni podatki, ki jih imamo z teh raziskav, ki jih dela Pedagoški inštitut Teams PISA PIRLS, kjer se pravzaprav v obdobju več kot nekaj 10 let na nekaj let merijo dosežki učencev, se pa ob tem spremljajo tudi nekateri drugi vidiki, med drugim doživljanje nasilja. Zdaj, ti podatki nam ne kažejo, da bi se nasilje povečevalo. Po drugi strani imamo policijske statistike, ki kažejo porast, pri čemer tukaj tudi policija vedno znova poudarja, da je to lahko tudi odraz večje občutljivosti ljudi. Zdaj nestrpno pričakujem, ravno včeraj so bili predstavljeni, pa še nisem utegnila pogledati podatki ene raziskave, ki je to spremljala tudi zdaj za zadnjih nekaj let. Ampak glejte, kakorkoli obrnemo, jaz mislim, da to mogoče ni ključno vprašanje. Medvrstniško nasilje je pereč problem. Medvrstniško nasilje je problem, ki ga po definiciji doživlja manjšina učencev. In ni nujno, da čist možno je, da se nek porast dogaja, pa ga pravzaprav statistike težko zaznajo, ker je to običajno pojav, gledajte, pri medvrstniškem nasilju gre za neravnovesje moči in običajno gre za to, da je tarča nasilja je manjšina. In vemo tudi to, da pravzaprav intenzivnost oziroma koliko je to nasilje dojeto kot pereče, kot nekaj, kar nekoga obremenjuje, kar mu predstavlja velik stresor, je odvisno do neke mere tudi od tega, kakšna manjšina tukaj si. Torej, nasilje, ki ga doživlja izrazita manjšina, boli še bolj. Tako da jaz ne bi tu samo iz pogostosti izhajala. Pa še nekaj drugega bi rekla. Imamo tudi raziskave, ki poudarjajo, ki kažejo, čist korektne raziskave, ki kažejo, recimo, lani smo poslušali, vsak 4. učenec je že bil žrtev medvrstniškega nasilja. To seveda drži, ampak jaz mislim, da
na ta način prikazovani podatki razvrednotijo tiste hude primere viktimizacije. Ni vsako medvrstniško nasilje enako. Torej, ja, vsak 4. učenec je že bil v situaciji neravnovesja moči. Morda se je ta njegova izkušnja končala ugodno. Mogoče se je razred na ta način naučil, da se postavijo za tistega, ki je tarča, pa pravzaprav s tem neko normo v razredu oblikujejo, mi tega ne dopuščamo. Mogoče je ta učenec uspel poiskati pomoč in nasilje ustaviti in je bila to situacija, ki ga je naredila odpornejšega, močnejšega, ki je za njega eno tako pomembno izkušnjo predstavljala. Niso pa vsi primeri nasilja taki in tisti, ki so najbolj pereči, so pravzaprav ravno tisti, kjer se nasilje normalizira, kjer ga sprejmemo kot nekaj, kar pač tako je, kjer ga celo opravičujemo in kjer žrtev pravzaprav tiho trpi ali pa včasih tudi ne tako tiho, ampak pridobi izkušnjo, da tako pač je in da se nič ne da. Katere oblike so recimo ravno te, ki jih pogosto spregledamo in banaliziramo? V bistvu, kaj sploh danes štejemo za medvrstniško nasilje? Ja, jaz mislim, da tu smo kar naredili en velik korak k temu, da zadeve razumemo širše. Torej, vemo, da medvrstniško nasilje ni samo to, da nekdo nekoga brcne, udari, karkoli že pač, tega je pravzaprav relativno malo. Tudi ne samo verbalno nasilje v smislu dajanja nekih vzdevkov, tu so pravzaprav meje, včasih tudi zelo nejasne, kaj je še šala, kaj ni šala. Kriterij je načeloma doživljanje žrtve, ampak to doživljanje tudi ni vedno javno izraženo, ne. Potem pa seveda tisto, kar je mnogo težje zaznati in zato so ti primeri lahko tudi zelo zapleteni potem kasneje, ko jih poskušamo odmotati, so pa različne oblike odnosnega nasilja, kjer gre za izključevanje, širjenje govoric in pa seveda, to je zelo pomembno poudariti, splet je tukaj eno tako okolje, kjer se stvari lahko zelo grdo zapletejo. In spletnega nasilja pa je več, o tem pa ni dvoma. Spletnega nasilja je seveda več, zato zaradi samih trendov pravzaprav v zadnjih letih. Otroci so pravzaprav relativno zgodaj že uporabniki spleta, prezgodaj, in spletno nasilje se načeloma pri osnovnošolcih povečuje. Pri srednješolcih mislim, da nedavna raziskava tega porasta ni zaznala, pri osnovnošolcih pa pravzaprav poročajo mladi, da tega doživljajo več. Čeprav na spletu je zgodba zelo, ne bom rekla specifična, ker splet je načeloma podaljšek tega, kar se dogaja v razredu. Praviloma gre za to, da se neki vzorci prenesejo pač v spletno okolje in mladi tudi včasih zelo težko zdaj razlikujejo. Njim je pač komunikacija, ne glede na to, kje poteka. Skratka, pri spletnem nasilju se zadeve zaradi pač same narave komunikacije na spletu, kjer je možnosti za neke šume v komunikaciji mnogo več, včasih res zelo grdo zapletejo na način, da na koncu pravzaprav vsi vključeni izidejo z enim občutkom, da so žrtev. Skratka, ni več tako zelo jasno, kdo je tisti, ki je tarča, kdo je tisti, ki je izvajalec. Zelo pogosto pravzaprav vsi udeleženci izidejo z enim občutkom, da so oni tisti, ki so viktimizirani. In ko stvari tako zelo, zelo eskalirajo, jih je pa pravzaprav težko razpletati in popravljati in je tudi težko jih vzeti kot neko učno izkušnjo, kar v končni fazi neki posamični primeri blagega nasilja tudi lahko so v šolskem okolju. Konec koncev pa tudi odrasli starši ne vidimo, kaj se dogaja na spletu. Tako kot je bilo recimo v tej seriji Adolescence izpostavljeno, pravzaprav mislimo, da je otrok varno v sobi, da se mu nič ne more zgoditi, v resnici pa je preko računalnika, telefona lahko izpostavljen raznoraznim vplivom, trpinčenju, tudi zlorabam nenazadnje, ali pa sam razvije neke psihopatske plati svoje osebnosti. Pravzaprav se zavedamo, kako nevaren je splet in v bistvu kako lahko sploh zaščitimo tam svoje otroke, ker naprave, telefone verjetno ne moremo odvzeti, to najbrž ni rešitev, ne? Ja, do neke starosti seveda je smiselno zadeve, kolikor je pač mogoče omejevati.
Ampak ja, odgovornost se razvija na način, da se otroci, mladostniki lahko preizkušajo v nekih okoljih. Odgovorno vedenje ni nekaj, kar se pojavi na 18. rojstni dan, ne, ampak je nekaj, kar je treba uriti. In koliko vemo, pravzaprav, oziroma kako naj starši ravnajo tukaj, seveda mladostniku je težko oziroma najbrž ni več smiselno, ne, v obdobju mladostništva omejevati stvari. Pomembno je, kar naredimo prej. Jaz mislim, da v obdobju mladostništva zadeve reševati, pa učiti mlade ljudi, kako ravnati, je malo pozno, seveda ni prepozno, ne? Ampak odgovorna raba telefona je stvar, ki se začne pravzaprav že prej, ko, ne vem, postavljamo meje, utemeljujemo meje, potem na eni točki tudi presojamo, koliko so te meje premične, ker ne nazadnje, ne, v mladostništvu so meje tudi zato, da jih pogajamo, in je pomembno, da kot starši dobro razmislimo, kje bomo ostali trdni in neomajni, torej da dobro izbiramo bitke, ne, katere meje lahko otrok preizkuša, in seveda ko se dogovarjamo za neke, ko sprejemamo neke dogovore vezane na uporabo naprav, je pač pomembno, da vedno znova preverjamo, ne, ali otrok še upravičuje naše zaupanje. Na začetku seveda nadziramo, na začetku skupaj stvari pogledamo, skupaj nastavimo, otroka učimo, potem na eni točki pa pač zaupamo, prepustimo. Je pa dejstvo, da meni se zdi v resnici danes starševstvo ravno zaradi vseh teh novih pasti, ki so prisotne, ena taka kar zahtevna stvar. Jaz verjamem, da pač nimajo vsi starši virov, da bi vse to, kar sem zdaj opisovala, lahko počeli. In tukaj hočeš nočeš, šola je tisti kontekst, ki lahko do neke mere, ki bi morala do neke mere to nalogo prevzeti, zato da tudi zato, da izenačujemo razlike. Do šole še mogoče malo kasneje. Zakaj pa otroci in mladostniki nasilje izvajajo? Kaj so najpogostejši psihološki in socialni vzroki? Glejte, za izvajanje nasilja so vzroki v resnici zelo različni. Ampak jaz bi rekla, da ključni vzroki, ključni dejavniki, ključni povodi so običajno, sploh v obdobju mladostništva, v obdobju otroštva so zadeve malo drugačne, ne? Tam gre velikokrat tudi za neko, ne vem, pomanjkljivo samoregulacijo, zato da se ful razjezim in potem pač, ne vem, sem nesramna ali pa nekoga udarim, ne? In v obdobju otroštva tudi velikokrat ravno se s tem srečujemo, ne? Da otroci pojasnjujejo svoje neprimerno vedenje s svojim doživljanjem, ne vem, udaril sem ga zato, ker mi gre na živce, zafrkavale smo jo, ker je ne maramo. In je zelo pomembno v tem obdobju jasno sporočati, pač kar doživljaš je okej, je legitimno, jezna si, ne vem, ni treba, da so ti vsi všeč. Ni pa seveda okej vedenje, ne? Torej pravico imaš, da nekdo, ne vem, ti gre na živce, ni pa okej, nimaš pa pravice zaradi tega početi tega in tega, ne? V obdobju mladostništva pa razlogi praviloma postanejo vezani na neke socialne potrebe, ki jih ljudje imamo. Jaz v resnici, ne, se mogoče še bolj kot z medvrstniškim nasiljem raziskovalno ukvarjam ravno z temi dejavniki, ki so v ozadju in ki so vezani na to, kako se ljudje vedemo v skupinah. Kaj je tisto, kar v skupinah iščemo? Je to naklonjenost, je to priznanje, je to, ne vem, ugajati, je to biti všeč, ali pa morda celo neka moč, ugled, status. In ravno to zadnje je tisto, kar je pravzaprav en tak pogost razlog, dejavnik v ozadju tega, da se v neki skupini vzpostavi ena taka kronična dinamika nasilja. Namreč, mladostniki dobro vejo,
vejo, pač intuitivno vejo, ne, da je priljubljenost, status, moč omejena dobrina. Ne moramo biti vsi najbolj priljubljeni. Ne? Če imam jaz moč nad ostalimi, ali pa če imam jaz, ne vem, če me dojemajo kot najbolj priljubljeno, to pomeni, da morajo biti eni od spodaj, da morajo biti eni manj priljubljeni kot jaz. Pač mladostniki intuitivno vejo, da vsaka socialna skupina ima neko hierarhijo. In intuitivno tudi iščejo neke take in drugačne strategije, sploh tisti, ki zelo hlepijo po tej moči, ki jim pomagajo plezati po tej razredni lestvici priljubljenosti. In velikokrat se naučijo, da je biti nesramen do tistih, ki mogoče so v razredu že itak malo bolj na strani, ali pa včasih tudi do tistih, ki so priljubljeni, ne? S tem še bolj svoj rating pišeš, če si pripravljen izvati nekoga, ki je priljubljen. V živalskem kraljestvu, ne? Ja, na nek način, se to je mogoče pomembna iztočnica, ne, ki jo je pomembno malo dopolniti, ampak tu so neki taki čist evolucijski razlogi, tudi neka taka dinamika v ozadju. In ko se to enkrat zgodi, ko to pravzaprav skupina začne dovoljevati, in to je mogoče tudi pomembno vprašanje, zakaj skupina to dovoljuje, ne, se v razredu vzpostavi norma, ne, da je frajer tisti, ki se najbolj drzno šali na račun nekoga med odmori, ali pa ne vem, piše na njegov profil take in take objave. Kar je pa še pomembno tukaj povedati, je pa to pa zdaj v bistvu ravno pred kratkim sva s kolegico objavljen članek na to temo, o tem je bilo govora v literaturi prej že veliko, ampak malo raziskav je dejansko potrdilo obstoj teh učencev, ki se jim reče bistrateški učenci, torej učenci, ki zmorejo ravno prav spretno kombinirati neko tako prijazno, prosocialno vedenje, pa nasilno vedenje, ki točno vejo, kje morajo biti prijazni, kje morajo pravzaprav na to noto igrati in kje lahko pač izkoristijo teren za to, da dokazujejo svojo premoč. In ta bistrateškost je tista, ki se običajno izkaže kot najboljša strategija. Sej ne, v svetu odraslih. Torej ta hinavščina na nek način. Ja, na nek način, ja. Tako da, najpogostejši razlogi so vezani na neke socialne potrebe, ne? Torej, na to, da nekdo pač na ta način išče moč in status. Razlogi so seveda lahko tudi številni drugi, ne? Od maščevanja, nekega pravičništva, ko mislimo, da je pravzaprav to nekaj, s čimer ščitimo neke vrednote. Seveda so lahko razlogi tudi v nekih čist dispozicijskih značilnostih posameznika, ne? Neki zametki teh brezčutnih potez, ne? Ampak meni se zdi zelo ključno razumeti, da tukaj gre vedno za eno interakcijo med tem, kakšen je posameznik in kaj skupina vrednoti kot pomembno in kaj je tisto, kar skupina krepi, kaj je tisto, kar skupina nagrajuje. Jaz vedno rečem učiteljem, ne, vi nimate močnejše kazni ali nagrade, kot je pozornost vrstnikov. Seveda pomembno je kaznovati nekoga, ki je naredil nekaj neprimernega. Pričemer disclaimer pomemben, velikokrat odrasli tu naredimo napako. Ne raziščemo stvari dovolj in pač se odzivamo na to, kar smo videli in kaznujemo napačnega. S tem samo še povečujemo vrzel med našim svetom in svetom mladostnikov in še zmanjšujemo verjetnost, da bomo v prihodnje dobili neke bolj relevantne informacije od njih, ker bojo samo zarotniško molčali, ne. No, ampak kar sem želela povedati je, da lahko kaznujemo, ne, prav tudi je, da kaznujemo, če smo zadeve raziskali pa ugotovili, da je nekdo počel stvari, ki niso okej. Ampak nobena kazen ne bo delovala, če bo ta mladostnik še vedno deležen tega, po čemer najbolj hlepi.
in to je pozornost vrstnikov, lajki, všečki, občudujoči pogledi, zaljubljeni pogledi, karkoli že pač, ne. In zato je pomembno delati s celotno skupino in šola je kontekst, kjer se to da, ne. Jaz vem, da včasih se mogoče sliši malo, se zelo dobro, mislim, ne zanikam vpliva, ki ga imamo starši na vedenje svojih otrok. Seveda, ta vpliv je zelo velik, ne. Ampak pri medvrstniškem nasilju se mi zdi, da se premalo zavedamo, da je to, seveda tudi starši smo s tem, kar počnemo, zelo odgovorni, da zadeve uokvirjamo, ampak medvrstniško nasilje je skupinski pojav in verjemite, da ko se v razredu razplamti ta dinamika, ko pravzaprav izbiraš med tem, ali boš plenilec ali boš plen, vsaj zdi se ti, da med tem izbiraš, ne. Torej, ko pravzaprav se ta norma vzpostavi, da je nasilje normalizirano, verjemite, da se v taki dinamiki tudi tako imenovani dobro vzgojeni otroci vedejo nasilno. In Torej zato je toliko opazovalcev, ki ukrepajo. Točno to, točno to. Ja, no, kar se pa opazovalcev tiče, ne, po tej plati se meni zdi ta dinamika, ki jo opisujem, res en tak zanimiv pojav, ker če boste vprašali večino mladostnikov, ne, recimo preden se nasilje zgodi, a je njim nasilje prijetno, a ga odobravajo, se njim zdi to v redu, velika večina bo rekla ne. Velika večina ima to zadevno zelo konstruktivna, zrela stališča, ampak kaj se zgodi potem, ko nekdo na ta način poskuša uveljavljati sebe, neke svoje potrebe zadovoljevati? Prvič, ne, v vlogi opazovalca je zelo težko se izpostaviti, ker s tem nekaj tvegaš. Manj tvegaš, če si tiho, ne. Če si tiho, tvegaš manj. Če želiš nekoga ustaviti, se vplesti, reči, daj mu mir, to ni v redu, to predstavlja tveganje. In sicer tvegaš svoj socialni položaj. Najpomembnejšo stvar v tem obdobju, ne. Potem pa seveda, ne, opazuje nas 24, ne samo jaz, zakaj bi ravno jaz, bo že nekdo drug. Tisti ključni klik se zgodi ravno na tej točki. Ko jaz dobim izkušnjo, da nas 24 opazuje, kak je, ne vem, Tinka nesramna do metke ali pa karkoli že pač in nihče nič ne reče, dobim pravzaprav s tem napačno povratno informacijo, da ostali nasilje odobravajo. Čeprav ga ne, ostali razmišljajo podobno kot jaz. In ko se to zgodi, se razvije norma. Potem moram pa razrešiti sam še z eno malenkostjo in to je, ne, dejstvo, da ljudje nimamo radi, kadar so naša prepričanja, torej jaz nasilja ne odobravam, in pa na drugi strani naše vedenje, kljub temu pa nič ne rečem ali pa celo sodelujem, neskladni. To ni prijetno, ne, to je tako imenovana kognitivna disonanca. In s tem običajno ljudje razrešimo tako, da spremenimo prepričanja, da se nam ni več treba čutiti krive. Saj nisem samo jaz, saj ona pa tudi, saj smo samo nazaj, nekdo ji pa mora pokazati, da na ta način ne more. In na ta način potem se ta dinamika razplamti. In ko se to zgodi, se vem, da še prideva do šole, ampak meni se zdi to ključno. 9 let smo v tem okolju, to so formativna leta. To ne sme biti izkušnja, ki jo mladi v šoli dobijo. V bistvu, kako pa prepoznati, da je otrok trpinčen strani vrstnikov, kateri znaki so tisti, ne, ki bi morali prižgati alarme pri starših, pri učiteljih? Če sploh se to vidi navzven. Se pa se ne. Vidi se običajno v neki spremembi od otrokovega običajnega vedenja, kar je pa spet težko presojati, zato ker pač otroci, mladostniki se stalno spreminjajo, ne, in potem je včasih težko presoditi, kaj je zdaj del nekih normativnih sprememb, do katerih v mladostništvu pač pride, to, da se otrok začne umikati, da nam ne pove več vsega, da se zapira v svojo sobo, to je do neke mere pač normalno, ne. Pomembno je torej zaznati te znake, jih preverjati, poskušati na nevsiljiv način pri otroku preverjati, kaj se dogaja, kar je spet težko, ne. Težko je
tudi zato, oziroma še posebej se moramo zavedati tega, da zakaj otroci običajno z odraslimi ne govorijo o tem, kar se jim dogaja. Zdaj, nekateri razlogi so taki, da pravzaprav jih je relativno lahko naslavljati, ker pač ne želijo tožiti. V tem primeru se pač moramo veliko pogovarjati o tem, kaj je toženje in kaj je poročanje o stiski. Toženje je nesprejemljivo, to nekako otrokom pravimo, ne bodi toži baba. Rečejo. Mladostniki zdaj uporabljajo ta izraz, nič. Kakorkoli. Toženje, to, da ti poročaš o tem, da se tebi ali nekomu drugemu dogaja nekaj, kar te spravlja v veliko stisko, ni toženje. To je treba zelo večkrat povedati, in kot učitelj in kot starš. Potem seveda treba je vedeti, da ko si ti v vlogi, v neki poziciji, ko se ti zdi, da nimaš moči, da si nemočen, je to pozicija, iz katere je težko povedati, kaj se ti dogaja. Ker prvič, velikokrat sploh ne verjameš, da se lahko spremeni na boljše. Žal velikokrat žrtve razvijajo en tak občutek, da so si sami krivi, kar je pač posledica tega, da doživljajo nasilje v nekem javnem kontekstu razreda, vsi to gledajo, nihče nič ne reče. In potem se nekako pogosto pride do tega zaključka, očitno je z mano nekaj narobe, kar je grozno. Pač to se meni zdi najbolj tragičen vidik medvrstniškega nasilja. No, pa tisto, kar je ključno. Odrasli se velikokrat na take situacije odzovemo totalno nereflektirano. Vreščimo, mislim, da malo neprimerni izraz uporabljam, ampak česa otrok ne želi. Otrok ne želi starša, ki bo zagnal celo dramo od vršav v šolo in tam vse okrog obrnil. Otrok rabi občutek, da bomo mu prisluhnili in ščitili njegove meje. In seveda se je pomembno odzvati in v vlogi starša, in v vlogi učitelja, in v vlogi svetovalnega delavca, ampak v dogovoru z otrokom. Naj bo on tisti, ki je tukaj naš partner v razmišljanju, kako bomo stvari peljali. Ker drugače se nam res zgodi, da zadeve še poslabšamo. In to je eden od ključnih razlogov, zakaj ne želijo poročati. Ker bo itak še slabše, če se bo učiteljica vpletla, ali pa mama, ali pa ata, ali pa kdorkoli že pač. Vseeno nekako približno vemo, kako se odzvati, če je žrtev nasilja naš otrok, torej da validiramo, da se nasilje odvija, da ga podpremo, da vključimo šolo, če še ni seznanjena. Kaj pa takrat, ko pa je naš otrok bully, tisti, ki trpinči, takrat pa je verjetno to kar težko za starše in verjetno tudi iščejo izgovore. Jaz ne vem, oboje je po moje zelo težko za starše. V prvi situaciji pač zato, ker starši strašno trpimo, kadar trpi naš otrok. Druga je pa še toliko bolj dovzetna zato, da se pri starših neki obrambni mehanizmi sprožijo. Moj že ni. In to ni okej. Ne vem, kako naj to drugače povem, ampak zelo je pomembno, da smo kot starši svojim otrokom v oporo, tudi kadar počnejo stvari, ki niso okej, ampak opora ni potuha. Naša naloga je, da slišimo stvari, ki nam jih drugi sporočajo o našem otroku, tudi kadar niso okej. Da jih najprej slišimo, predelamo, raziščemo, tudi če bomo potem mogoče res ugotovili, da je zgodba drugačna in poskušali malo zagovarjati tudi, perspektivo svojega otroka, mogoče, potem v nadaljnjem raziskovanju, ampak najprej moramo slišati, ker je to naša naloga, da v bistvu otrok dobiva sporočila, ki so za njegovo udejstvovanje v družbi ugodna. Pomembno je, da slišimo ta sporočila, zelo, zelo pomembno, čeprav je boleče. In še toliko bolj je mogoče boleče, zato ker se mi zdi, da tukaj pa spet pridemo do tega vpliva širše javnosti. Zelo je v naši družbi prisotna ta predpostavka, da so starši popolnoma odgovorni za to, kar otrok počne.
torej, če je otrok, ne vem, vzoren, vesten, karkoli že pač, je to zasluga staršev, ni vedno, ne. Otroci so dispozicijsko zelo različni in kadar počne stvari, ki niso okej, je to tako rekoč krivda staršev. Meni se zdi ta teza zelo nevarna za neko funkcionalno starševstvo, ker še poveča verjetnost takih obrambnih odzivov. Zdaj, kaj pa v praksi res deluje pri preprečevanju medvrstniškega nasilja in kaj je zgolj neka dobro zveneča teorija? Kar res deluje, je preprečevanje. Da se taka situacija, kot sem jo prej opisala, sploh zgodi. Ker ko se enkrat že zgodi, jo bomo težko razpletli. Seveda je možno zadeve izboljšati, ampak če se je neka taka vrstniška dinamika pletla in kuhala več mesecev, let, kakorkoli že pač, je res naivno pričakovati, da jo bomo z enim pogovorom ali pa z eno delavnico ali pa karkoli že pač, ne, si včasih predstavljamo, potem razrešili. Torej preprečevanje pa pomeni najprej otroke učiti, da so vsa čustva okej, niso pa okej vsa vedenja. Drugič, podpreti jih, kadar doživljajo neka čustva, ki bi potencialno lahko se kazala v nekih nespoštljivih vedenjih. Kaj narediš, ko si ful jezen? Kaj narediš, ko, ne vem, nekomu zelo zavidaš? Kaj narediš, ko karkoli že pač, ne? Torej, učenje neke regulacije čustev. Potem pa postopno učenje, ne, da z možnosti preseganja neke svoje egocentrične pozicije, torej učenje empatije, pri čemer je mogoče zelo pomembna stvar tukaj, ne, da zato, da otrok postane empatičen, zato, da zmore slišati druge, najprej rabi izkušnjo, da je on slišan in sprejet takšen, kot je. Potem pa seveda, kaj še pomaga, kaj običajno vključujejo taki in drugačni programi preprečevanja medvrstniškega nasilja. Sklepanje nekih oziroma neki dogovori o nekih zavezah, preden se nasilje zgodi. Če se mi pogovarjamo o tem ob nekem literarnem delu ali pa ne vem, ob nekem filmu ali pa karkoli že pač, pa se pogovarjamo, kaj bi pa ti naredila, če bi se to v tvojem razredu zgodilo. Ne, praviloma večina otrok bo tukaj obsodila nasilje, ne, redko kdo ne, ne. Torej, otroci bodo imeli možnost drug od drugega slišati, da njihovi vrstniki razmišljajo podobno kot oni. In potem je smiselno nagovoriti tudi na otrokom primeren način, seveda, ta pojav, ki sem ga prej opisala, kaj pa mislite, zakaj pa vseeno velikokrat potem opazovalci ravnajo drugače, pa se o tem z njimi pogovarjati, pa ne vem, razmišljati, kaj bomo pa mi naredili, kaj bi mi naredili, če se v našem razredu nekaj takega zgodi. To je ena taka strategija, ki deluje, pa seveda podpreti jih, da svoje povsem legitimne potrebe po statusu, po visokem rejtingu, karkoli že pač, zadovoljujejo na načine, ki niso škodljivi do drugih, ker kaj mi počnemo, mi v resnici s tem demoniziranjem nasilja patologiziramo neke čist normativne težnje otrok. Pač naloga šole je, da jih učimo krotiti te vzgibe, pa jih zadovoljevati na načine, ki so pač za vse okej, ki niso škodljivi za druge člane moje skupine. Tako nekako. Ja, pa še najpomembnejša stvar. Vse to lahko počne samo odrasli, ki uživa zaupanje otrok in mladostnikov, ki si je uspel zgraditi z svojim vedenjem to njihovo zaupanje v smislu, ja, njej bomo pa povedali, zato ker je res mar, ker, ne vem, nas posluša, ne, skratka, ta odnosna kompetentnost odraslega tukaj je predpogoj za karkoli in to je stvar, mislim, to je pa res ta vidik, ki je kar garaško delo, ne, ker sploh mladostniki znajo biti izjemno strogi tukaj, ne, hitro si zapremo vrata, sicer se da to spet popraviti, ampak mladostniki zelo hitro nam radi popolnoma zaloputnejo brata v svoje vrstniške odnose, češ ona nima pojma, ona je taka pač, nekakorkoli že pač, ja.
Zdaj velikokrat govorimo o tem, da takrat, ko pa že pride do nekega nasilja, so šole pravzaprav nemočne. Zdaj nekaj se je spremenila zakonodaja, zakon o šolstvu, ki je dal šoli vendarle to vlogo tudi vzgojne institucije, vsaj na tej formalni ravni, ne samo izobraževalne in pa tudi neke manjše vzvode za ukrepanje, kadar pride do kakšnega neprimernega vedenja, recimo. Menite, da so zdaj šole bolj opolnomočene za ravnanje ali pa za neko učinkovito ukrepanje? Ja, mogoče samo, torej šola je vzgojno-izobraževalna ustanova že pravzaprav na papirju skozi. To zadevno so šole pravzaprav to nalogo in to pristojnost imele že prej, se je pa mogoče manj poudarjala, kot se danes. Zdaj prva stvar vezana na šole. Družba se nam spreminja izjemno hitro, vse živo se je zgodilo vmes, od zaslonov do, geopolitičnih konfliktov takih in drugačnih. Covid smo imeli vmes, vse živo smo imeli in šole so tukaj v poziciji, ko pač se od njih pričakuje, da bodo s vsemi temi izzivi takimi in drugačnimi, tudi raznolikost se povečuje, torej razredi so, družbeno, torej socialno, ekonomsko, etnično in tako naprej, vedno bolj raznoliki. Skratka, šole imajo strašansko težko nalogo. Zdaj, koliko so za to usposobljene, meni se zdi, da še vseeno so. To je tak en čist moj osebni vtis, ki ima sicer nekaj osnove tudi v nekih empiričnih podatkih. Lahko bi bile še bolj, absolutno potrebujejo več opore tukaj v takih situacijah, ker do šol imamo strašansko velika pričakovanja in res se soočajo z zelo, zelo velikimi zahtevami, torej stvari so se zelo spremenile v družbi, viri, ki jih šole imajo na voljo, so pa pravzaprav z nekimi minimalnimi korekcijami, to, o čemer ste govorili, pa malo se je povišal normativ za delo šolske svetovalne službe, ampak še vseeno imajo pogosto občutek, da so kar sami za temi svojimi res velikimi izzivi in moj vtis je, da to, kar še posebej rabijo, je več možnosti posvetovanja v takih situacijah, več nekih zunanjih institucij, ki lahko pridejo naproti. Zdaj vi se verjetno tudi v stikih z učitelji. Kakšne so v bistvu njihove povratne informacije, v čem se oni najbolj čutijo nemočni ali pa kaj vam pripovedujejo, da bi potrebovali, da bi lahko bili recimo uspešni pri razreševanju konfliktov? Ja, učitelji poročajo zelo različne stvari. Prva, ki bi jo mogoče zdaj tu izpostavila, je ta, da ko v učiteljskih kolektivih pojasnjujem to dinamiko, ki sem jo prej opisovala, torej kak nekdo z nasiljem viša svoj rejting in opazovalci so pač tiho, se velikokrat zazna, kako se začnejo tako gledati med sabo in potem rečejo, ja, sej v delovnem okolju je podobno, sej odrasli podobno ravnamo. To, kar jaz zaznavam, kar pač pride do mene nazaj od učiteljev, je to, da se še toliko bolj čutijo v stiski in nemočne, kadar so ključni stresori, ki so jih oni pri svojem delu deležni, stresori vezani na delovno okolje. Kadar je delovno okolje tako, da, so odnosi slabi, da niso slišani, da so napake totalno tabuizirane, to se meni zdi v resnici najbolj grozno. Pri poklicu, ki je tako zelo dinamičen in kjer se moraš tako zelo hitro odzivati na cel kup stvari, pač delaš napake. In napake bi morale biti nekaj v šoli, iz česar se kolektiv zmore skupaj učiti. To je ena stvar. Druga stvar, ki jo poročajo, ki jo jaz pravzaprav poslušam še bolj kot od učiteljev, čeprav tudi od učiteljev, jo poslušam od svojih študentov, bodočih učiteljev. Česa se najbolj bojite? Kaj mislite, kaj rečejo? Staršev? Ja, seveda. Staršev. In to se meni zdi kar grozno. V bistvu nisi svoboden potem, pri svojem delu skozi imaš nek strah. Ne? Ja, malo se mi zdi vseeno, da je to
torej povprečen starš ne hodi v šolo z odvetnikom. Ne? Večina staršev je, saj bom zelo tak pogovorno rekla, normalnih, je takih, da se da z njimi večino stvari zmeniti. Ne? Se to potem, in ja, o tem se je pomembno za bodočimi učitelji dosti pogovarjati. Pa o tem, kako lahko s primerno komunikacijo povečaš verjetnost, da bo staršev, s katerimi se da stvari zmeniti, več. Ne? Ker se v resnici marsikaj da narediti. Se pa seveda učitelji potem pri svojem delu srečujejo z eno manjšino staršev, ki je izrazito zahtevna in ki jim izrazito lahko zadeve otežuje. Jaz sem ravno brala eno odlično knjigo, ki ful dobro ravno vse te izzive pedagoškega poklica karikira. Učne ure ali šolske ure Evek od Tine Vrščaj. To je ta avtorica, ki jo letos mladostniki, srednješolci berejo tudi na maturi, njen roman Na klancu. Ful dobra karikatura se mi zdi tega, kar se v šoli dogaja. In tudi tega, da ne nazadnje tudi starši velikokrat kar počnejo iz nekih takih in drugačnih stisk, ampak ja, kakorkoli obrnemo. Meni se zdi to, da se učitelji najbolj bojijo staršev nekaj, ob čemer bi se starši morali zamisliti, malo nam ogledalo nastavi. Torej ljudje, ki se ukvarjajo z našimi otroki, ki si prizadevajo za njihovo dobrobit, pač jaz mislim, da si zaslužijo tukaj maksimalno možno spoštljivo obravnavo, hvaležnost. Seveda učitelji ne naredijo vedno vsega prav, logično. Tako kot sem prej rekla, včasih lahko imaš najboljše namene, pa neko situacijo narobe presodiš. Torej, kar zdaj jaz hočem povedati, ni to, da bi starši morali biti ponižno tiho, ampak pač zavedati se vseh teh izzivov, pa ne, če že se greš v šolo, včasih je treba iti perspektivo svojega otroka predstaviti, zato ker je učitelj pač ni imel možnosti na ta način uvideti, ker je presojal na osnovi nekih informacij, ki jih je imel. Ampak dajmo prvič to narediti na način, ki je spoštljiv, in drugič včasih tudi presoditi, kaj pa je tista neka stopnja nekih stresorjev, ki jih pa otrok mogoče še pač mora znati zdelati z njimi sam. Ker ravno pri medvrstniškem nasilju se šole soočajo s to izjemno raznolikostjo od staršev, ki se jim zdi medvrstniško nasilje to, da otrok ni povabljen na vse rojstne dneve in da se pač nočejo vsi igrati z njimi, do staršev, ki zadeve zelo omalovažujejo in lahko otrok doživlja res hude stvari, pa bojo rekli, ja, postavi se zase. Pač res velike skrajnosti tukaj obstajajo. Prej so se pogovarjali o nevarnosti spleta. Zdaj med mladimi fanti se bolj širi tako imenovana moškosfera, torej neko prepričanje, trend, da so za vse težave moških fantov krive ženske in feminizem, in potem razni influencerji kot odgovor na to ponujajo obrat v tradicionalne seksistične vrednote. Kako kot psihologinja razumete ta pojav in ki v bistvu ni več neka obrobna zadeva pravzaprav, in ali že vidno vpliva na odnose med spoloma v razredu in tudi medvrstniško nasilje? Ja, na ta zadnji del pravzaprav težko odgovorim, ker imamo o tem premalo informacij, ampak vsekakor ni obroben pojav. Kako si ga razlagam? Očitno imajo fantje občutek, da niso slišani, da so prikrajšani. Pač to je občutek, ki ga ljudje velikokrat v odnosih imamo, fantje in dekleta, moški in ženske. Jaz mislim, da je en vidik tukaj ta, da pač je treba se s tem občutkom naučiti shajati. Ampak ja, po drugi strani spletno okolje ponuja tukaj take zelo hitre utehe, mehurčke, kjer si ti slišan v neki svoji, užaljenosti, v neki svoji ogorčenosti. In ne vem,
Zagotovo je veliko dejavnikov, ki prispevajo k tej drži. Splet se meni zdi tukaj nekaj, kar zadeve zelo jača in pa hkrati tudi verjamem, da se da z neko vključujočo obravnavo mladih ljudi, otrok, mladostnikov v šolah zadeve zmanjševati. To tudi kažejo raziskave, mi zdaj tudi načrtujemo eno raziskavo, ki bi ravno ta vidik raziskovala, kaj lahko šola naredi za to, da ta pojav zmanjšuje. Torej, tisto, kar se kaže kot pomemben dejavnik, ki povečuje, ne, to, da nek mlad fant pač v neka taka izključujoča prepričanja zaide, je ta občutek, da se mu godi krivica. Ne? In v šoli lahko imaš hitro občutek, da nisi slišan, da tvoj glas ni slišan, da si izključen. Torej, ta neka zaznana krivičnost je ena taka stvar, ki bi jo bilo smiselno v šoli preprečevati. Kako? Zdaj v šoli, jaz mislim, da redko kje se o teh stvarih pogovarjamo, ne? Ker so to pogovori, ki so težki, ker se jih učitelji bojijo. Ampak ja, jaz mislim, da en vidik krepitve vloge šole bi tukaj moral biti tudi ta, da krepimo ravno ta pogum, to odnosno kompetentnost učiteljev, da si bodo upali načenjati tudi take teme. Ravno zadnjič sem razmišljala, slučajno se mi je utrnilo, ne? Ravno ko se bliža 8. februar, ne? Prešernovega povodnega moža obravnavamo, je del učnih načrtov. Ne? Pač to je pesnitev, ki je krasno izhodišče za pogovor o tem, pa ne, da bi zdaj Prešerna obtoževali in celovstva, ne, pač duh časa je bil drugačen takrat, ne, ampak krasno izhodišče za pogovor o tem, kako ravnati, ko si zavrnjen, ne. Ja, saj imamo vsi neke primitivne scenarije v glavah, škodoželjne v takih situacijah, ne. Ampak to ni okej, pač treba se naučiti zdilati s tem, da pač nisi vedno vsem všeč, ne. Ja, v šoli dejansko ni bilo nikoli problematizirano, kaj je povodni mož naredil. A ne, da, točno to. Ja, pa je to ena taka zelo pomembna stvar, ne. Torej, marsikaj, kar se v šoli učimo, v resnici ponuja cel kup iztočnic za to, da nagovarjamo neke teme, ki so za mlade tudi relevantne, ne. So pa to pogovori, ki so malo zahtevnejši. In ja, jaz mislim, da je, ne, torej s tem, da damo mladim občutek, da so videni, slišani, taki kot so, pa da jih učimo, pač kak stvari v odnosih potekajo, ne, da včasih pač, ne, si tudi, torej, da jih učimo, kako ravnati z temi občutki, nekaj zavrnjenosti je ena stvar, ki je kar pomembna, no. Zdaj, ko govorimo o medvrstniškem nasilju, pogosto mislimo, da gre za težavo posameznih otrok, ampak ni to v resnici neki simptom širših družbenih razmer? Seveda. Pač šola je tisti prostor, po moje, kjer se neki izzivi, kjer se neke težave, kjer se neki pereči vidiki vezani na širšo družbo pač najbolj odrazijo, ne. Kaj pa naši mladi opazujejo v svetu, ne. V resnici je kar malo, včasih jaz se počutim kar malo, to ni naivna drža, ne, ampak vseeno včasih ima človek občutek, da, ne, kako bo nekdo, ki vidi v nekem širšem družbenem okolju, da se brezobzirno nasilno vedenje splača. Mislim, kako takemu mlademu človeku dopovedovati, da to ni okej, da to ni dobro za njega in za druge, ne. Skratka, seveda, v kakšnih okoliščinah danes mladi odraščajo in nenazadnje tudi, ne, to, kako so jim vse te informacije dostopne. Ko sem jaz odraščala, si moral, ne vem, zvečer gledati poročila, se sprehoditi skozi dnevno sobo, ko so starši gledali dnevnike, zato da so neke te informacije dosegle. Danes so dostopne
na klik, oziroma niti ne na klik, ker bombardirajo te, pa tudi težko presojaš, katere so avtentične in katere so lažne. Ne? Tako da, ja, ne, meni se zdi, da smo zelo, zelo včasih strogi, pridigarski, ko govorimo o mladih ljudeh, medtem ko se nam na višjih nivojih dogajajo res grozljivi primeri vedenja, kjer bulji enostavno pač jih nihče ne ustavi. Ne? Težko v bistvu kot družba, ki normalizira agresijo, tekmovalnost, izključevanje, pričakuje verjetno od otrok, da bodo ravnali drugače. Ne? To verjetno želite povedati. Težko to pričakujemo, ampak jaz še vedno, to je ta del, ko sem prej rekla, da se mogoče to zdi naivno. Jaz še vseeno mislim, da to moramo od njih pričakovati in jih tega učiti, ker tako kot je šola, sem prej rekla, en kontekst, kjer se odrazi vse družbeno. Jaz res trdno verjamem, da je šola pač družbeni peskovnik, da ima vpliv na to, kakšna bo družba jutri. Pa kakorkoli se to sliši idealistično, utopično, jaz mislim, da ne smemo nehati v to verjeti. Čeprav so tukaj učinki običajno vidni zelo, zelo na dolgi rok. Zelo, saj to je ravno tisto, kar daje učiteljem pogosto en tak občutek nemoči, ko se jim zdi, da njihovo vzgojno delovanje nima takojšnjih učinkov. Seveda jih nima. To so stvari, ki ostanejo morda ne s vsemi, z nekaterimi, ostanejo s tabo, pa določajo tvoje vedenje enkrat potem, kasneje. Če pogledamo ali pa poslušamo politični diskurs, kjer prav tako pogosto slišamo poniževanje, etiketiranje, delitve na naše in vaše, to v bistvu so pravzaprav zelo podobni vzorci kot pri medvrstniškem trpinčenju. Zdaj, če politiki normalizirajo in pravzaprav potencirajo izključevanje in sovražni govor, v bistvu kaj nas potem čaka kot družbo? Ne vem. Ampak to je vidik, ki ga je zelo boleče opazovati. In obenem pa je ta zgodba zelo podobna. Pač mi vsi to opazujemo. Jaz mislim, da nas, jaz verjamem, da večina ljudi takšnega načina ne odobrava. Ampak to, kar potem vidimo v raznih spletnih komentarjih in tako naprej, nam spet daje občutek, da večina ljudi torej to odobrava in da večina ljudi razmišlja tako, kar jaz mislim, da ne drži. Pač tista tiha večina je mogoče, pomembno se je zavedati, da si sploh ne vem, kako bi to imenovala, ker težko, malo naivno bi bilo reči, da se mora ta naivna večina tiha večina opolnomočiti, ampak mogoče pa, ne nazadnje, torej, kdo je tisti, ki se ga najbolj sliši, kdo je tisti, ki bo izbran, določa tiha večina. V Slovenijo spomladi čakajo tudi parlamentarne volitve. Se vam zdi, da so volitve tudi trenutek, ko se kot družba v bistvu izrazimo, kakšne vrednote podpiramo in v bistvu, kaj bi si kot strokovnjakinja, psihologinja želeli, da volilci imajo v mislih, ko razmišljajo o prihodnosti, ki zadeva tudi nenazadnje prihodnost njihovih otrok? Ja, jaz bi si želela, da bi volilci šli voliti. Želela bi si, da bi prepoznali, da bi nagradili spoštljivo vedenje in spoštljivo komunikacijo, da ne bi podlegali nekim všečnim parolam, ki so velikokrat sovražne, izključujoče. Obenem pa je tukaj zelo pomembno se zavedati tudi tega, da je v času takih in drugačnih družbenih spletnih omrežij je pravzaprav relativno preprosto glancati svojo javno podobo. Torej, pomembno je spremljati
tudi to skladnost med tem, kaj nekdo zagovarja in kako se vede. In znati presojati kakovost informacij, ki pridejo do nas, ker ta prostor bo pred volitvami vedno bolj umazan, vedno bolj poln takih in drugačnih obtožb, ki so lahko nekatere bolj, druge manj tehtne in je kar zahtevno delo nas čaka, torej tudi presojati neko kredibilnost teh informacij. Mogoče greva še malo na institucije. Zdaj tudi tam verjetno lahko govorimo o tem, da so mehanizmi, ki jih prepoznavate pri medvrstniškem nasilju, prisotne v samem delovnem okolju, tudi v hierarhičnih institucijah, nenazadnje kot je univerza. Seveda. Mogoče kako se nasilje kaže pri odraslih in ali ga je celo morda težje prepoznati kot pri otrocih? Ja, zagotovo, ker se kaže običajno v nekih bolj sofisticiranih oblikah, v diskreditacijah, v izključevanju. In ja, torej ta pojav, o katerem smo zdaj govorili pri mladostnikih, se zagotovo kaže tudi v delovnih okoljih potem. Tudi na univerzi, akademiki tukaj nismo nobena izjema, daleč od tega, kvečemu še bolj spretno se mi zdi, da se lahko zadeve obračajo. In ja, še toliko bolj pomembno je, da imamo vodje, ki znajo vzpostavljati neke kontekste, kjer se konflikti na neke konstruktivne načine razrešujejo, ker ko eskalirajo, pač vedno, ko zadeva eskalira, ko skoči ven iz te neke Pandorine skrinjice ali pa iz steklenice, tako kot ta Aladinov duh, je zelo težko stvari potem pomiriti. Torej, jaz mislim, da tudi tukaj nam mogoče malo manjka nekega preventivnega delovanja, pa ne manjka nam nek kontekst, kjer bi se, ki bi bil nek medij za reševanje konfliktov, ker je marsikaj eskaliralo v zadnjem času. Tudi na vaši filozofski fakulteti, kjer ste zaposleni. Ja. Vrsto let ni stvar samo do zadnjega obdobja, se v javnosti opozarja na slabe odnose, na konflikte, tudi očitke o mobingu, ki so se v zadnjem obdobju še nekako stopnjevali. Zakaj po vašem mnenju filozofska fakulteta, ki naj bi kot center humanizma še toliko bolj temeljila na neki kritični misli in dialogu, v bistvu tako grdo rečeno uspešno gojišče za te toksične odnose? Kaj je vaša diagnoza tukaj? Težko vprašanje, ker seveda tukaj nisem težko sem teatralna. In zelo boleča mi je ta tema, ker je absolutno čutim pripadnost svoji fakulteti, svoji univerzi in tisto, kar se mi zdi res velika škoda, je to, tako kot ste sami rekli, torej filozofska fakulteta po definiciji bi morala biti ena taka zibelka kritične misli in jaz verjamem, da tudi je. Problem se mi zdi to, da se ta kritičnost, torej kritičnost se problematizira, namesto da bi se jo na nek način zaščitilo. Jaz mislim, da je to naša naloga, da smo kritični. S tem, da smo kritični, s tem, da nastavljamo ogledalo, s tem, da opozarjamo na stvari, ki niso okej, pravzaprav prispevamo k nekemu poslanstvu univerze. In ta vidik je v zadnjem času kar pereč. Torej, da se kritičnost, pa ne kritizerstvo, kritizerstvo je problematično, ker lahko je kritizirati vse povprek. Jaz mislim, da se vedno znova se poskušamo opozarjati na to, da biti vodja ene take velike ustanove je v resnici strašansko težko. In da poslušaš take in drugačne očitke, ampak in seveda ne moreš ugoditi vsem. Ampak jaz mislim, da smo tukaj
marsikaj, kar je upravičena kritika, ne, se poskuša odpraviti z nekimi razlagami, ki poskušajo kritiko in tistega, ki kritizira, diskreditirati. Češ, da to počne zaradi nekih svojih takih in drugačnih motivov, ambicij, karkoli že pač. Kar se mi zdi totalno deplasirano, biti kritičen do nekih ravnanj, zato ker ti je mar za delovno okolje, v katerem delaš, ker ti je mar za dobrobit študentov, ker ti je mar za izkušnjo, ki jo pridobijo v svojem okolju, ker ti je mar za svoje sodelavce. Jaz mislim, da bi to morala biti vrednota, ne pa nekaj, kar se poskuša odpraviti in diskreditirati. Mogoče razmišljam, je problem toliko različnih oddelkov, toliko različnih interesov, toliko različnih razmišljajočih ljudi na nazadnje. Zagotovo. Jaz mislim, da je vse to zelo težko usklajevati in uravnotežati, ampak kar jaz pogrešam, je vsaj nek poskus to početi, ne pa ena taka velika praznina v nekih komunikacijskih kanalih, ki bi omogočali neka taka uravnotežanja, izmenjavo mnenj. Jaz mislim, da trenutno jaz vidim problem predvsem tukaj in potem se pogovarjamo v medijih in potem se pogovarjamo na nekih javnih settingih in dalo bi se drugače. Jaz sem prepričana, da bi se dalo drugače. Jaz sicer mislim, da je to, kar potem pride v medije, kot spet na filozofski fakulteti, na nek način lahko za razbrati tudi kot za nek dokaz, da je veliko ljudem na tej fakulteti mar za svoje delovno okolje, za študente. Pa da vseeno kritičnost živi in tako, da tudi pokončni ljudje so. Tako, točno to. Zdaj, eden bolj izpostavljenih primerov na vaši fakulteti je bil primer profesorja Friedricha Klamferja, vašega kolega, ki je bil odpuščen, nato pa tudi ni bil habilitiran kljub izpolnjevanju pogojev in niti ni dobil pojasnila, zakaj ni bil habilitiran. Zdaj, ne glede na vse pravne vidike, ki so pri tem primeru, v predvsem prvem delu odpustitve. Kako je ta primer oziroma takšni primeri vplivajo na klimo pravzaprav med zaposlenimi? Mislim, zagotovo ne dobro. Jaz mislim, da ta primer zelo lepo odraža vse, o čemer sem prej govorila. Zadeve bi se dalo reševati drugače. In odraža tudi to, da torej odsotnost neke pravočasne komunikacije pa sprejemanja nekih modrih odločitev vodi v škodo za vse, za kolega, ki je bil odpuščen, za fakulteto, ki je za univerzo, ne nazadnje odpustiti nekoga, ne vem, v zadnjem delu svoje poklicne poti, ko je kakorkoli obrnemo v njega, torej mi zaposleni na univerzi, v nas se na nek način vlaga ves čas. Mi smo tisti, ki s svojim delom in s tem, kar počnemo, načeloma medimo neko svojo pedagoško odličnost, neko svojo raziskovalno pronicljivost. In škoda se mi zdi nekoga, ki pravzaprav se je na ta način izoblikoval enostavno. Seveda tukaj je kolega imel svoj, torej izvorna krivda je bila njegova, ni pravočasno oddal vloge, ampak jaz sem prepričana, da bi se dalo zadeve reševati drugače. Sploh pa to, kar ste omenili nazadnje, torej ta neizvolitev kljub izpolnjevanju formalnih pogojev in potem odsotnost pojasnila. Ta del je zagotovo nekaj, kar ne vpliva, težko ugodno vpliva na klimo, ker pravzaprav daje neko sporočilo, da obstajajo neki implicitni kriteriji, ki jih nihče ne imenuje, o katerih lahko ugibamo, ki so očitno precej arbitrarni,
Tako da zagotovo ne pozitivno. Jaz bi sicer rekla še vseeno to, da jaz se v svojem delovnem, mikrodelovnem okolju na svojem oddelku počutim odlično. Torej, res dojemam kot privilegij, da delam z ljudmi, ki so odgovorni, ki so družbeno kritični, ki jim je mar, s katerimi lahko skupaj razmišljamo o nekih strokovnih izzivih, se oglašamo, kadar se nam zdi to potrebno, razmišljamo o tem, kako smiselno delati s študenti, to je daleč od samoumevnega, ne? Ampak generalno na vaše vprašanje pa seveda ne morem odgovoriti drugače, kot da takšni primeri pač mečajo slabo luč na vse skupaj in seveda niso nekaj, kar bi dajalo, kar bi delovalo motivirajoče, sploh za tiste, ki skozi vse te postopke še grejo. Ne? Za študenti pa vse to opazujejo, kakšno sporočilo dobijo o moči, o pravičnosti, o dialogu skozi take primere? No, se je ravno to, ne. Jaz mislim, da je to tisto, zaradi česar pač smo se dolžni v takih situacijah oglašati, ker je naša naloga, ne. Fakulteta je sicer uradno izobraževalna ustanova, ne, ni vzgojno izobraževalna, ampak sej ni mogoče, da hkrati ne bi bila tudi vzgojna. Ne? Torej, vzgojna v tem smislu formiranja nekoga v nekega bodočega strokovnjaka. In jaz mislim, da je tukaj nujno se oglašati ravno zato, da ustrezno uokvirimo ta sporočila, ki jih morda neke odločitve lahko dajajo študentom. Ne? Zdaj se približujejo tudi rektorske volitve. Menite, da bi tokrat morala biti tematika predvolilnih razprav tudi kultura odnosov na univerzi? Seveda, to jaz mislim, da je to prva stvar sploh za nekoga, ki je recimo, da ne vem, v prvi polovici svoje poklicne poti in je za njega pomembno vedeti, koliko je zaželeno, da si avtentičen in pristen v neki svoji strokovni drži. Absolutno bi to moralo biti po moje ključno vprašanje. Da ne zaključiva tako v mračnih tonih, bi še nekaj osebnih vprašanj vam zastavila. Zanima me v bistvu, kaj vas je pritegnilo strokovno k preučevanju medvrstniškega nasilja? Ja, dobro vprašanje, na katerega si sama tudi poskušam odgovoriti. Jaz v resnici se nikoli nisem videla, vedno sem vedela, da hočem biti psihologinja, o tem sploh ni bilo dvoma. Nisem se videla kot raziskovalko in sem tudi bolj kot ne po naključju zašla na to polje. Jaz sem si želela, ne vem, delati v nekem socialno-varstvenem zavodu z otroki in mladostniki iz nekih, ne vem, težkih razmer ali pa v šolski svetovalni službi ali pa v svetovalnem centru. In ko sem iskala neke strokovne izzive, se mi je bil en tak ključno vprašanje je bilo, kaj pravzaprav lahko z raziskovanjem tega področja, z nekim boljšim razumevanjem nekega pojava, kaj to pomeni recimo za šolsko prakso konkretno v tem primeru ali pa za psihološko prakso. Poleg tega se mi zdi, torej ta skupinska dinamika se meni zdi strašansko zanimiva stvar. Zdaj se že pravzaprav pogovarjava 1 uro o tem na različnih ravneh, pa govoriva v bistvu o istih pojavih. Strašansko mi je zanimivo tukaj te koščke sestavljanke postopno razumeti ob dejstvu, da je pač psihologija znanost, kjer ni jasnih, če potem zakonitosti, kjer je pač vedno, to je to, kar potem rečemo, ko odgovarjamo na neka vprašanja, tak tipičen odgovor psihologa je ja, odvisno, ampak enostavno nemogoče je na osnovi nekih raziskovalnih ugotovitev neke jasne vzročno-posledične odnose izpeljevati. Vedno je potrebno, torej raziskave nam lahko tukaj služijo v praksi na način, da nam širijo polje našega delovanja, torej v praksi bolj razumemo stvari, bolj razumemo nek pojav in lahko sami v neki konkretni situaciji pri svojem delu potem si postavljamo bolj raznolike domneve, kako zadeve pač reševati.
Zdaj v zvezi z psihologi velja predsodek ali pa tudi strah, da nehno analizirajo Ježiš druge. Marja. Ti bližnje in prijatelje bi rekli, da to drži. Vam učitelji. Ko bi le Vaši znali. Jaz moram reči, da me ljudje sicer strašansko zanimajo, da je to nekaj, kar mi pri delu lahko tudi zelo pomaga, ker me tudi študenti pristno zanimajo in si rada čim več stvari o njih zapomnim. Seveda pa ne znam brati ljudi. Mislim, da na nek način bi si vsi malo sanjamo o tem, da bi to zmožnost imeli, ampak ne vem. Psihologi, mislim, da smo še posebej previdni v tem, da si nekih znakov, ki jih ljudje kažejo, ne razlagamo enoznačno, ker vemo, da obstajajo številne možne razlage, zakaj je nekdo negotov, zakaj je nekdo negativističen, zakaj se nekdo vede tako ali drugače. Zdaj, ker se ukvarjate kar z dokaj težkimi temami, se je treba znati tudi odklopiti. Zakaj sta vaša osebna terapija ravno kvačkanje in petje? Kvačkanje in petje, ja. Pa branje knjig, to je nekaj, kar me totalno širi in mi pomaga razumeti tudi neke izzive strokovne, neke, ne vem, čist zadeve vezane na medčloveške odnose. Petje je bilo že prej. Kvačkanje je nekaj, s čemer sem začela med covidom. Pač okoliščine so bile take, da si je bilo treba najti nek smiseln hobi, ki ga človek lahko počne tudi doma. In jaz sem še vedno totalna amaterka na tem področju, res. Ampak pač rada to počnem. Fajn se mi zdi fajn protivtež našemu delu, ki je tako, da učinki velikokrat niso vidni. Tu se pa vidi. In tudi bolj potrpežljiva sem, kadar kvačkam, kadar se recimo, pogovarjam. Ali pa, z otroki pogovarjam. Tudi med mladimi je menda zelo popularno. Pa je da res. Ja. Tako da ste v trendu. Očitno, ja. Čisto nevede in nehote. Kar se pa petja tiče. Jaz sem nazadnje pela v osnovni šoli pri pevskem zboru. Potem pa nekako ne, tudi to zadevno sem popolna amaterka, glasbeno neizobražena, jaz ne znam brati not, recimo, Ampak sem si pa vedno želela, vedno sem rada pela in dejstvo, da na naši Koroški 160 sobivajo 3 fakultete, je ena taka dodana vrednost, ker meni dejstvo, da imamo tudi študente, likovne pedagogike v stavbi, pa imamo stalno neke razstave, pa da imamo študente glasbene pedagogike, da lahko slišiš, vedno, koga ki vadi, se mi zdi totalna dodana vrednost mojega delovnega mesta. No in takrat smo potem s kolegico skupaj sva razmišljali, da kaj pa, če bi mi vseeno nek pevski zbor in smo izkoristili dejstvo, da imamo krasne študente glasbene pedagogike v stavbi. Tako da, v bistvu gre tukaj za eno tako čist veselje, uživanje v petju, pa hkrati za en tak čist tudi povezovalni element. Pa meni se zdi res pomembno, tako kot sem prej rekla, pač včasih si ljudje mislimo, da moramo biti popolni in so napake nekaj, kar Bog ne daj. Pač me nismo popolne. Me pojemo, ker rade pojemo, se izboljšujemo tudi v tem, ampak še vedno smo amaterke. In mogoče samo še to, pet smo začele tam nekje pred korono. Meni se zdi, da je meni petje dejansko pomagalo najti svoj glas tudi v metaforičnem pomenu. Torej, lažje se izrazim, lažje povem, kaj mislim, manj zadržkov imam, recimo sodelovanje z mediji je bilo meni nočna mora, vedno prej. Ni videti. Ja, še vedno mi ni ravno najlažja stvar na svetu, ampak tako se mi zdi, kot da je tudi to, da sem dejansko malo urla svoj glas, tudi v tem metaforičnem smislu malo pomagalo. Kaj je po vašem mnenju danes najbolj radikalno dejanje proti nasilju? Ja, to pa je res odlično vprašanje.
znati uravnati svoja močna doživljanja v situaciji, ko se nam zdi, da smo upravičeno ogorčeni, in se odzvati na način, ki je sicer asertiven, jasen, ampak spoštljiv. To se mi zdi, da tega manjka. Kaj pa bi bilo vaše sporočilo za starše otrok, ki se danes soočajo z medvrstniškim nasiljem? Ja. Da je pomembno znati ločiti oziroma dobro prisluhniti otroku, mu dati jasno možnost, da je slišan, pa znati ločiti svojo bolečino od otrokove. Ker če bomo ravnali preveč iz svoje bolečine, zna biti, da bomo zelo kontraproduktivni, da bomo bodisi preveč zaščitniški, preveč stvari urejali namesto otroka, bodisi včasih iz svoje bolečine, kakšne stiske otroka nismo zmožni slišati zares, ker nas preveč boli. In to se mi zdi mogoče prva stvar, znati ozavestiti in predelati svoj odziv sami, ker to se otroka ne tiče. Mi moramo biti otroku na voljo že s tem, da smo mi svoje zadeve uspeli prežvečiti. Druga stvar je pa ta, da meni se zdi zelo pomembno tukaj sodelovati s šolo in ne zadev reševati na način, da se mamice potem pokličejo ali pa rešujejo na nekih Viber ali pa WhatsApp ali pa kakorkoli razrednih starševskih listah stvari. Najlepša hvala za vaše misli. Hvala. Vas pa vabim, da sledite podcastu Ringelspiel. Hvala za pozornost, se vidimo, slišimo in beremo na www.večer.com.